Spoštovani, zelo sem bil vesel pisma, ki ga je na mojo pisarno v Bruslju naslovila Evropska zveza gluhih in naglušnih, katere član je tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. V njem pozivata evropske poslance, da bi bili bolj pozorni do temeljne ovire gluhih in naglušnih oseb, kot je komunikacija z okoljem. Pravica do informiranosti je ena temeljnih človekovih pravic, ki bi jo morali v polnosti uživati tudi gluhi in gluhonemi. Zato se mi zdi več kot pomembno, da se v času, ko je na voljo veliko komunikacijskih povezav in je pretok informacij vsak dan večji, tudi gluha populacija, ki jih je v Evropski zvezi že skoraj milijon, uspešno vključi v izmenjavo informacij in znanja. Evropski parlament se je pogosto ukvarjal s položajem invalidov ter sprejel številne pomembne odločitve o njihovem vključevanju in varstvu njihovih pravic, saj je pozival države članice in Evropsko komisijo, naj oblikujejo pravne standarde in zakonodajo na ravni Evropske zveze. Tudi sam sem se zavezal, da bom v bodoče bolj pozoren na del populacije, za katero je znakovni jezik temeljni pogoj za razumevanje vsebine. Naj bo ta video nagovor korak v to smer. Leto 2014 je posvečeno slovenskemu znakovnemu jeziku. Vlada Republike Slovenije je na začetku letošnjega leta razglasila, da se 14. november v Republiki Sloveniji obeležuje kot dan slovenskega znakovnega jezika. Ob tej priložnosti bi rad iskreno čestital Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije ter vsem gluhim in naglušnim za njihov praznik. Hkrati pa bi se vam rad zahvalil za vsa vaša prizadevanja pri sporazumevanju in komunikaciji z okoljem. Lepo vas pozdravljam iz Strasbourga.